Živijo, moja ime je Kaja Solo, dobrodošli spet nazaj na Džunglin kanal. Danes delamo Q&A, ful dolgo že nisem tega delala, ampak here I am. Na Instagramu sem vam rekla, da mi postavite vprašanja in tukaj so in zdaj bomo odgovarjali. I know, večkem boring, ampak spet se selim, tako da najbrž je tole zadnjič, ko vidite spet tale setup. Se želite mi srečo. Anyways, dajmo začeti z vprašanji. Prvo vprašanje je, kako si? Trenutno sem full excited, ker se selim. Bom imela končno svoj studio in bom za sebe in v Ljubljani bom and it's gonna be so amazing. Ko mi čakam, da bo četrtek, v bistvu, ko vi gledate tale video, se jaz glih selim. Tok sem excited, oh my god. Drugo vprašanje je, koliko si visoka? 1,70 m. Zadnje, ko sem se merila, sem bila 1,70 m. A ti v zvezi pustiš, da je tip glaven ali ti hočeš biti? 50-50. Zelo mi je všeč, če so moški, da niso glih wimps. Pač tudi oni znajo kaj reči, ampak po drugi strani pač morajo tudi meni pustiti, da jaz kaj rečem. Tako da pač 50-50. Večinoma se ženske ful preveč pustimo. Da jaz se ne. Vsaj ne več. Ali si kdaj mislila, da boš toliko popularna? Absolutely never! Jaz sem bila v šoli bolid, vedno sem bila ta slabša. Also, I don't know how I feel about it now. Pač ful je smešno zaradi tega, ker youtuberji to ustvarjamo sami v svoji sobi. Nikoli nimamo feeling, da smo dejansko kao popularni. But I guess we are. Also, čisto imam flekaste roke, tudi šminke. Katera je tvoja najljubša igrica? Trenutno igram A Plague Tale Innocence, drugače pa of all time igrica pa Skyrim. Jaz imam moža v Skyrimu, jaz imam celo življenje v Skyrimu, like Skyrim, my life. Jaz poznam Skyrim bolj kot Velenje. Ali misliš, da kot youtuberka oziroma 23-letnica zaslužiš dovolj ali premalo? Ali preveč, predvidevam, 3 pikice so naprej. Jaz bi rekla, da zaslužim glih prav, oziroma ne, vedno je boljš, ne. Kot youtuberka zaslužim premalo, če pa gledamo kot 23-letnica, zaslužim pa super. Not gonna lie, meni gre v lifeu kar dober, ne bom se pritoževala. Je pa res, da youtuberji samostojni nismo dost cenjeni še zaenkrat. Ampak listen, to je čist druga tema. Otherwise, jaz sem pretty happy s svojo situacijo. Kam se seliš, je bilo najverjetneje najbolj pogosto vprašanje, ki sem ga dobila, in odgovor je v Ljubljano. To pa je tudi vse, kar boste izvedeli, zaradi tega, ker pač hočem, da lokacija ostane skrivnost, ker pač vsi vemo, da sem imela situacije, kjer pač so mi prišli na dom zvoniti and it was not fun. Pač sem definitivno, ko sem iskala stanovanje, sem hotela poskrbeti za varnost, da pač me ne bojo mogli najti, da bo to ena taka moja skrita lokacija. Overall pa je pač pomembno, da veste, da je Ljubljana. In da mi bo, toliko lažje hoditi na snemanja. Oh my god, vi si sploh ne morete misliti. Jaz imam od tukaj, imam 1 uro do Ljubljane, like, okej, se ne sliši to, ampak 3-krat na teden je pa kar annoying. Zanimivo vprašanje, kaj bi bila, če ne bila youtuberka? Jaz sem si vedno želela biti knjižničarka in I guess kind of zgledam kot knjižničarka. Ja, pač vedno sem imela ful rada knjige in ful sem pač, ne vem, meni dajo knjige, dajo tak power. I don't know, jaz jih obožujem jih vohat, like, knjige to fucking dišijo. I swear. Vprašanje, a imaš koga od ogledanega tipa? Well, to je pa privat. O tem pa ne bomo. Ali bi imela otroke? Ne, zaenkrat ne. Jaz imam kar strong opinion glede tega, zaradi tega, ker pač trenutno smo v pandemiji. You know, jaz hočem, da imajo moji otroci toliko odprto otroštvo, kot sem imela jaz, in trenutno tega ne moramo dati. Tako da pač še par let, dokler se to ne razreši, I don't think I want kids. Also, nimam jih s kom imeti. Kje sta tvoja skakača? Skakača sta ostala v Novi Gorici, pojma nimam, kje sta in kaj se je zgodilo z njima. Pač jaz sem dobila Luno, za ostale živali pa I have absolutely no idea. A si dog person ali cat person? Jaz bi rekla, da sem kar dost cat person. I also like dogs, ampak vedno pač živim v stanovanju in nočem imeti psa v stanovanju. Vem, da bi ga lahko imela, ampak I don't know, psa bom imela, ko bom imela hišo pa dvorišče, da bo lahko pač hodil kakat, kadar bo hotel, da ne bom jaz rabila pedenat. Najljubši film in najljubša barva. Najljubši film je moj vedno The Great Gatsby. Obožujem ta film. Also knjiga Love it. Ne vem, ki imam slovensko. Imela sem še slovensko, pa je nikjer ni. Najljubša barva pa najverjetneje rdeča, ali pa roza, ali pa oranžna. Odvisno od odtenka. Temno rdeča, like bordeaux rdeča, like Odvisno tudi zakaj. Za avto, jaz si bom kmalu prebarvala avto na novo barvo, ne na roza. Jaz imam bolj hude ideje. Za oblačila bordeaux rdeča, za lase oranžna. Odvisno.
Res odvisno. Ampak malo video o kitajskih sladkarijah. Tiste so japonske sladkarije, ampak ja, hopefully dobim ta teden paket. And that would be really great, ker ga čakam že like 14 dni. Where is it now? Drugač iz Japonske ful hitro prihajajo paketi, like vedno sem ful surprised, da ti boxu paketi res ful dobro pridejo. This time it's taken a while and I'm scared. Čeprav itak ne morem pred četrtkom snemati, ker se moram preseliti in bom snemala v novem studiu. Da ja, ampak vseeno, kaj priporočam za fotkanje, če si začetnik, priporočam tole oziroma kakršenkoli telefon imaš, ker je pač brez veze vlagati nekaj ful denarja v opremo, če še ne znaš uporabljati, ker se je ful bolj pomembno na prvo naučiti kompozicije, svetlobe, kaj dobro izgleda, šele pol investiraš v opremo. Ampak overall po pojma nimam, ker nimam neki profesionalni fotoaparat, ker vse fotkam z iPhoneom. A je težko snemati podcast? Wow, to je tudi zanimivo vprašanje. Ja, jaz, ker imam sama podcast, jaz ful slabo funkcioniram sama s sabo. Jaz rabim skozi nekoga zraven, da pol črpam tisto energijo, tako da imam plane, da bom naredila malo boljši podcast z določeno osebo v mojem življenju, upam, da se bo strinjala, in bomo delali epizode like o življenju, like na način Ear Biscuits, pa take fore. Kupuješ očala prek spleta ali v kakšni optiki? Večinoma jih kupujem kar prek spleta, jaz imam ful rada 1000 različnih očal. Like, mora biti vsak stil. Like, jaz rabim every single type of sunglasses, ki obstajajo. To je moja čudna obsesija. Jaz imam like škatlo sončnih očal in je malo bolano, tako da ja. Na kateri študij bi se vpisala, če bi šla študirati? Jaz sem se drugače vpisala na grafiko, tako da I guess bi to, ali pa na IAM bi šla, kaj takega v bistvu, ampak sem kind of trenutno ful srečna, da nisem šla, ker sem res lahko ful svojo kariero naprej vrgla in se nikoli nisem niti zanimala toliko več pol za fakse, tako da res nima neki konkretnega odgovora na to. Jaz nimam backup plana. Like, jaz nikoli nimam backup plana. Jaz, ko sem šla iz srednje šole, jaz sem vedela o youtuberka in nisem niti razmišljala, kaj bi, če ne bi. Like, vedno, kadar imaš v življenju backup plan, boš manifestiral tisti backup plan. In zato sem jaz nikoli nimam backup plana. Razen kadar si kupujem klavir in pa nikoli ne delim klavirja. Kakšne vrste knjig najraje bereš in kakšne vrste filmov najraje gledaš? Knjige, biografije, pa kakšne romance novels, pa ne vem, psihološke, teko na full self-help tudi, recimo. Anglija na policiji, kaj vse imam. Pa klasike, like Gatsby. Sherlock Holmes, oh my god, čisto sem pozabila. Sherlock Holmes, ja. Kriminalke, also. Ampak kriminalke, I don't know, ne vse. Like 3 kriminalke so, ko so mi všeč. And that's it. Ne vem, če lahko vibam, ker so itak pol vse po istem kupitu. Like, it's boring then. In kakve vrste filmov, komedije, znanstvena fantastika. I don't know, jaz sem ful nehala filme gledati. Mislim, vsak film me lahko pritegne, če je dober film. Like, če je dober film, I'm gonna watch it, ne glede na to, kak zvrst je. Razen grozljivke. Grozljivk pa ne prenesem, ker mene je ful strah in ne morem jih gledati, like, at all. Kaj si po horoskopu? Škorpijon sem. Ali bi imela kdaj frufru? Tehnično ga imam, to je odgovor na tvoje vprašanje. Tvoje najpogostejše naročilo v McDonald'su? Nuggetsy. Zadnji sem prvič v lifeu probala McWrap, pa kakšna solata, ampak večinoma kar nuggetsy. Ker nuggetsy so tak my thing. Pa zraven chili omaka. Obvezno. Love them so much. In mislim, da je to za današnji video. Hvala vsem za vprašanje na Instagramu. Ful je zabavno interaktati z vami in vam odgovarjati na vprašanja vsake toliko cajta. Če vam je bil tale video všeč, dajte en like, dol spodaj se subscribite na žurnalni kanal, komentirajte tale emoji, če ste prišli do konca in napišite dol spodaj še kako vprašanje, pa mogoče naredim še kdaj Q&A iz vprašanj na YouTubeu. To je to, lepo se imejte, veliko se smejte, pa se vidimo naslednjič. Čau!